ko sem jaz ta detajl pri Mercedesu zagledal, sem rekel, končno spet nekaj zares zanimivega. Huda fora, ne? Hey Mercedes, what do you think about BMW? The same as you do. Otherwise we would not be sitting here. Do konca leta 2023 je še točno 3 dni. In ravno pred koncem tega leta sem v roke dobil en tak zelo zanimiv testen avto, ki sem ga pričakoval veliko z veseljem, malo s strahom, kakšen bo, a bo takšen, kot mora biti. In ta avto je... Ja, to je nova generacija Mercedesovega razreda E. Pričakovanja, no ta so precej velika. In za začetek se probimo izogniti tistim, da je to mini razred S pa take fore. Vem, kaj Mercedes poskuša doseči, to vedno slišimo, ko pride ta nov C in ta nov E. Poglej, E je tista tipična poslovna limuzina, ki v svoji vlogi več ali manj blesti že koliko? Dajmo reči dobrih 70 let? No, ni že 70 let poimenovan razred E, ne. Sem pa jaz testiral že 3 generacije. Konec konca smo imeli doma enega, ampak tisti je bil kupe, tisti je že druga zgodba. Ok, pejmo naprej. Najprej oblika. Ne moramo se izogniti dejstvu, da je tudi nova generacija precej elegantna. Če bi izbiral sam, bi izbral identično kombinacijo temna barva, temna platišča. V tem primeru seveda posledica paketa AMG, pa tudi temna kabina, pridemo pol do kokpita. V resnici precej klasi, pa majčken športlih, bi rekli Nemci. Tudi pri EU so kljuke potopne, tako kot pri razredu S. In ne tudi, ker je bilo najbolj mrzlo, niso premrzlne, vsakič znova so izstopile tako kot morajo. Ampak, če mi je všeč, da so kljuke orang, da ki jo zagrabaš, da je zares kakovosten občutek, mi je pa malo manj všeč, da moraš res orang zagrabati, da se vse skupaj odpre. Mene to ne moti, ampak, ko je pa prišla moja ta-mala do avtomobila, se je pa s kljuko malo matrala. No, to me pa je malo zmotilo. Drugače pa seveda soft close, to je že standard. Pa dajmo se pomakniti proti zadku, ta elegantno pade. Všeč mi je detajl zvezde v zadnjih lučeh. Aha, evo, lej, E300E. Gre za priključenega hibrida, pridemo pol do motorja, zmogljivosti porabe proti koncu. Prav. Dajmo ostati še malo pri potezah, pri linijah. Tudi tukaj mu elegance ne zmanjka. Meni je tale zadek pa tele zvezde krasen. Aha, lučke so šle. Varčuje, ne? Ga bom spet odklenil, da se pokažejo. A bo okej? Seveda bo. V glavnem, tale detalj je krasen, se ga ne morem nagledati. Še malo k sprednjemu modelu, žarometi so digitalni. Pohvalil sem jih že v Quickiu, kjer sem v primaš vzel Mercedesa GLC Coupe. Tle lahko mirno rečem, eni najboljših žarometov sploh. Niso edini, ki znajo vse, kar znajo. Med drugim znajo, če doplačaš, seveda tudi projicirati različna opozorila na vozilo pred cesto. Ok, pejmo naprej k maski. Prva posebnost te maske so male zvezdice, to je zato, ker me ta avto z AMG paketom, ampak a si opazil še nekaj drugega? Osvetlena je okoli in okoli. Okoli in okoli. Kdo še to reče? Te stari ljudje. Okoli in okoli je letel. To je trend, ki prihaja. Kakšen avto že ima osvetljeno masko okoli in okoli, tako kot sem rekel. In to EU zagotavlja ene vrste tak zelo značilen podpis, ki seveda še najbolj izstopa zvečer po noč, ko ga zagledaš v špeglu in vidiš tole masko osvetljeno z vseh koncev. Pa dobro, zdaj, ko smo še zunaj, velja omeniti, da je Mercedes takoj skupaj z limuzino predstavil tudi že karavana pa all-terraina, tako da je takoj na voljo vse, kar je sploh možno pri EU. No, zdaj je na vrsti pa kokpit, evo, malo tišine, poglej si ga v miru, potem gremo pa na detajle, vključno z kakovostjo izdelave. Poglejmo si ga lepo v miru, od volana prek centralnega zaslona vse do sovoznikove strani. Seveda izstopa ambientalna osvetlitev, tudi zato, ker sem svetlost nastavil na najbolj močno, zato da poudarim eno od njegovih največjih prednosti in to je ravno ta šmek, ta osvetlitev. Ok. Zdaj pa, ni vprašanje, a je ta kokpit lep za pogledati, ne? Par detajlov mi je všeč, so zelo zanimivi, predvsem pa čisto drugačni kot pri prejšnji generaciji. Veš, prejšnja generacija je recimo zračnike postavljala v ospredje, kot ene vrste dizajn element, ki je krojil šmek te kabine. Zdaj pa, poglej, kako so zračnike integrirali v celoten kokpit. Meni se tole zdi krasno, elegantno. Pa dobro, ker sem že tukaj zadaj, se premaknemo še nazaj
nazaj na kokpit, ekstremno veliko prostora tukaj zadaj ni, tudi E-razred tega nikoli ni ponujal zares v izobilju, ampak to kot povsod drugod. Recimo pri BMW 5, ki je tudi zdaj precej frišna. Ne? Pa še eno stvar sem srečal pri zračnikih, ki je nisem videl še nikoli prej v življenju pri kateremkoli avtomobilu. In ko sem jaz ta detajl pri Mercedesu E zagledal, sem rekel, končno spet nekaj zares zanimivega, pa novega, čeprav na en način, mislim, kdo pa to nuca. A veš, v čem je hec? Teli zračniki, ki sem jih omenil, a ni krasna tale linija. Mene spominja na eleganco kokpitov avtomobilov iz 40-ih, 30-ih, 50-ih. Poglej, s telimi elegantnimi površinami se nastavlja zračni tok. Ampak, a si ti že kdaj slišal za digitalni nadzor zračnikov? Lej to. Tukaj v meniju imamo Digital Vent Control. In če ti želiš, da se ti snop usmeri v glavo, boš pritisnil tole in hopla! Kaj pa zdaj to? A si ga videl? Sam se premika glede na to, kaj zbereš. In če recimo zberem pihanje zračnega toka v trup, se bo ta prilagodil. Huda fora, ne? Pa potem zbereš drug način, pa se spet premakne. Pa dobro, zdaj, ko že sedim spredaj, vmesnik, položen zaslon, precej velik, obenem nimaš občutka, da totalno dominira celotnemu kokpitu. O njegovem delovanju vmesnika namreč pa mogoče sam toliko, da v tem, kar ponuja in na kakšen način to ponuja, je pa vrhunski. Vrhunski v tem, da je to eden redkih praktično popolnoma digitaliziranih kokpitov in to sem poudaril že pri razredu S, da fizičnih stikal tukaj noter zares ne pogrešam. Vse skupaj je zelo dobro nastavljen in tudi hitro dosežeš praktično vse menije, podmenije, ki si jih želiš priklicati. Imaš tudi neki bližnjic, tudi še kakšno fizično stikalo tukaj spodaj vstaja, to je res. Tudi tiste osnovne stvari, klimo se da nastavljati zelo hitro, zelo intuitivno, pa ne rabiš prav iskati. Ne veš, ta digitalna stikala so precej velika pa intuitivna. Pa še ena reč, ko govorimo o kokpitu, tale E nima izbrano opcijo Super Screen, kjer se tale zaslon praktično dobesedno prelije še k sovozniku in je potem zaslon še tukaj in ima sovoznik spet neko morje opcij, s katerimi lahko upravlja. Tukaj je klasična armaturka s temi krasnimi zvezdicami, ki svetijo v barvi, ki jo seveda ti zbereš, ko prije do ambientalne osvetlitve. Tega Super Screena sam sicer še nisem utegnil preizkusiti, ampak v tem testnem vozilu, dajmo tako reči, nisem pogrešal še dodatnega zaslona. Pa tole, to mi je všeč, tako blaga konkavna je, fajn jo je malo pošlatati. In ko pridemo do kokpita pa samih materialov, ok, to je bil pa zdaj tisti del, ki sem se ga pri EU malo bal. A veš zakaj? Veš, ko sem nazadnje testiral podobno velik Mercedes, je bil to EQE in pri tistem sem izpostavil, da je ravno kakovost materialov področje, kjer je še nekaj prostora za napredek. Tam se mi je zdelo, da bi znal Mercedes to narediti boljš in potem pride ta nov E, pa sem si mislil, dobro. A smo kaj naredili? Poglej, tako bom rekel, ko sem se začel z blazincami sprehajati po celotnemu kokpitu in sem pa tja tudi preveriti kakovost sestavljenosti pa materialov, predvsem to poročam, da je situacija tukaj noter boljša. Test prstnih blazinc skozi celotno notranjost armaturko, tudi ko začneš s koleni pa z nogami takole malo pritiskati levo, desno, je prestal veliko boljš kot EQE. Všeč mi je tudi, da tukaj ni svetleče plastike in občutek je krasen, tudi estetsko dovršen, če mene vprašaš. Tudi tale površina, ob katero smo se praktično vsi novinarji obregnili, občutek, material je boljši in da splošno jasno, da je situacija v razredu E boljša in to mi je všeč. Enega redkih pomislekov je izpostavil en moj prijatelj, ki ima, dajmo reči, 10 cm več kot jaz, rekel je, da se tukaj predvsem za volanom počuti malo utesnenega. Zdaj se mu je, da ima malo prostora za noge, pa da se ves čas nečesa dotika. Jaz te težave nisem imel niti približno. Konkretno mene recimo sta motile samo dve taki malenkosti, ki bi se jim po moje sčasoma tudi prvadil. Ena je recimo tole stikalo, tale konzolca za hlajenje oziroma ventiliranje in gretje sedežev. Mot me namreč, da recimo vklopim gretje sedežev, da se premika celotna konzola in tale feeling mi pač ni fajn. Tak mal wiggle-waggle feeling sem dobil. Vse material je dober, vse skupaj dela brezhibno, ampak
Ni mi všeč, da celotna fleha dela takole. Druga stvar, ki me je pa motila, tale volan zgleda krasno, ampak tele površine hitro ratajo zapacane s prstnimi odtisi pa s prahom. Plus med vožnjo se mi je parkrat zgodilo, da sem kaj po nesreč pritisnil, ko sem držal volan in to mi ni bilo všeč. Ajde pa mogoče še en kiks, le glove box, ne. Toliko velik avto, pa toliko malo prostora, po drugi strani, no, so dali pa noter parfum, pa zato v temu razredu res lepo diši. Drugače pa, če si mislil, da je tale kokpit več ali manj poln nekih klasičnih, prestižnih form, imaš prav. Mislim, od možnosti nastavljanja, prilagajanja praktično vsega. Udobje sedežev je vrhunsko, masaža, mislim, tudi tukaj ni, da ni, lahko nastaviš marsikaj. Tukaj noter se človek dobro počuti, še preden se premakneš, to drži. Dobro, pa uno klasično moramo probati, ne. Hey Mercedes, what do you think about BMW? The same as you do. Otherwise we would not be sitting here. Ja, lej, kako smo rekli, zdrava konkurenca včasih zahteva tudi malo hudomušnega humorja. Skoraj bi pozabil, mater veter piha, upam, da se me kaj sliši. Prtljažnik, ne? Zdaj, če ti vzameš navadenega E-ja, pol imaš na voljo 540 litrov. Tale je priključen hibrid, kar pomeni, da je teh litrov bistveno manj, 370. In ta 370 litrska luknja zgleda približno takole. Vidiš, tale podnji je precej, malo je enega, a veš. Ok, zdaj pa pogonski sklop, priključen hibrid, kar pomeni, da v osnovi lahko računaš na 100 ali švoh 100 električnih kilovatov iz elektromotorja. Ta drug del enačbe je pa potem bencinski 4-valjni 2-litrski motor z dobrimi 200 konji, kar pomeni, da na koncu prijemo na koliko 330 konji od 0 do 100. Ma hiter špricne, zelo je odziven, konec koncev, ko sprazniš baterijo, še vedno ostane polni hibrid. Lej, poraba se pri koliko tehta, dajmo reči okrog 2 tone, pri meni nikoli povišala nad 7,4 litra, ko sem pazil na porabo in se nisem kaj preveč zanašal na tisti del, priključni hibrid, pa na izključno električno vožnjo. Koliko sem se vozil, stari? 6,7 do 7,2, glede na to, da tehta koliko, dajmo reči okrog 2 tone, mislim, takšna poraba se je meni zdela več kot sprejemljiva. Ne vem niti, kakšen podatek Mercedes navaja, da ima izključno električnega dosega, ne, ampak jaz mislim, da tam je 50-60 km bi se dal narediti, ker v bistvu ni malo, oziroma bi morali pokriti neke osnovne potrebe tistih ljudi, ki si dejansko želijo misliti priključnega hibrida. Lahko zbereš 300 ali pa 400 E, pejte tehnično gledati, kakšna je razlika. Preden zaključimo, pa seveda še vozne lastnosti, zelo kratek bom. E se tudi zaradi zračnega vzmetenja pelje krasno. Zelo je udoben, zelo je tih, nič manj nisem pričakoval. Moram reči, da je tudi presenetljivo dinamičen, ampak samo pod pogojem, če zares izkoristiš vse, kar ponuja, kar pomeni, da moraš iz hibridnega načina, vozni programi govorim, prestaviti v sport. Ker sicer, če kar tako začneš hitro voziti on pol, mislim, preveč časa traja, da pridejo vse tiste prave informacije do tebe, do voznika. Ena od ključnih prednosti je pa njegova okretnost. To sem pokazal pa poudaril že pri razredu S. Prednost 4-kolesnega krmiljenja, to ni edin avto, ki ima ta sistem, je zares izredna. Mislim, razred E obrne tako, kot ne vem, stari, Polo ali pa Clio. In v resnici je to vse, kar imam zapovedati o vozni dinamiki. Zdaj se pelem zapovedanih 90 km/h. Lahko tudi čepetam, pa me vsem dobro slišiš. Je res, da bi še malo bolj pasal, mislim, a veš, jaz sem malo stara šola, če bi bil tukaj v nosu še kakšen prostorninsko večji, zmogljivejši motor, mogoče kdaj kakšen pride na test, ampak tudi tale 4-valjnik, ne da ima dober zvok, no, ampak se pa odkup z ekonomičnostjo, pa z konec koncev odzivnostjo, ker ne pozabi, kot sem prej rekel, pomagamo elektrika. A pa zdaj, ko se že glih pelemo, ne, sem skočil še na avtocesto, LED ambientalno svetlitev ima tudi opozorilno vlogo, ne samo, da je lepa, če hočem zaviti, ko je vozilo v mrtvem kotu. Si videl to? Je začela utripati z rdečo barvo, po spremu je pa zvočni signal. Fajn stvar, ni pa to edina avto, ko ima. Cupra ima, pa kdo še? Še kakšen drug Mercedes, pa še kakšen. Ja, nič, to sem ti imel zapovedati o novem razredu E. Še cena, mislim, da švoh 70 000, če zbereš osnovnega tistega 220 dizel, ja, tudi dizli, te še imajo pri Mercedesu. Tale testni avto sem pa zdaj tukaj ceno napisal, je pa bistveno dražji. Seveda, priključen hibrid, zmogljiv, velike opreme in tako naprej. To je to. Če imaš kakšno mnenje, vprašanje, prosim lepo, komentarji so za to, da se uporabljajo, bodite spoštljivi, vprašajte, če bom le utegnil, ali pa če bom vedel odgovor, bom odgovoril.
To je to. Lepo se imejte. Ajde, čau.